Dobro večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Predsedniki vlad, med njimi je tudi naš premijer Miro Cerar, so se ta teden dobili na rednem letnem tehtanju voditeljev držav Evropske unije. Po dogodkih v Kataloniji se mnogi sprašujejo, kakšno težo sploh še ima Evropska unija. No, odgovor smo dobili danes. Poglejmo. Ni v redu, gospod Merkel, zanima, kdo je sestavil jedilnik. Takoj ga parpelte sem. Dober dan. Takoj. A mi vi lahko razložite, kaj točno je za kosilo danes? Katalonska solata. Samostojna. Ja, samostojna, ja. Sehr gut. Ja, A skrbite za kalorij? interesantno. Ne skrbeti, gospa. Katalonska solata, praviš? To so bolj majhne porcije. Ne vem, meni je super, drugi so ful proti. Ne mene gledat, sem se jaz tega zmislil. Emanuel, pazi to špansko solato. Ja te hroš ne mislim žreti. Posluš, nekaj se morava zmeniti na štiri oči. Kolega mi je omenil, povedal, da imate francozi s sabo sir, salame. Daj zrihti mi to, ker moramo skupaj držati. A smo EU ali nismo EU? Urejeno. Spoštovani gostje, danes bomo jedli te krasne katalonske rože, ki so tu pred nami. Še pred kosilom pa vse voditelje držav, prosim, da se gremo ven stehtat. Lepo prosim. Šoj se. Kar tukaj na tehnico, prosim, debeli se postavite spredaj, suhi bolj zadaj. Zvolite, tak gre se do konca tako. Vi tukaj za mano? Nisem treba se sovati. A že kaj jedo? Ziher, kak paprikaš. Golaš. Ja se čuti von po čebuli, ja? Viski, šnaps, konjak imaju velika kalorij. Pivo pa Pije tudi veliko vina, tako da ne izgubljam na teži. A stopimo gor na vago, tehnico. Še mal pa bo. Gospe in gospodje, izvaja se uradna meritev teže Evropske unije. Prosimo, da stojite pri miru. Dobro nam kaže. Pa res. Bravo. Če je kdo lačen, imamo ser salamov in 2 flaše vina. Oui. Na tehtanju v Talinu je bila tudi kolegica Mojca Mavec. Pozdravljena. Ja, lep dober večer iz Estonije. Rezultati kažejo, da ima Evropska unija danes večjo težo, kot jo je imela na zadnjem tehtanju. Kako si to razlagaš? Preprosto. Voditelji držav se pač redijo kot puzi in Evropska unija ni nič drugega kot ena debela svinja. Ne samo po teži, ampak tudi po značaju. No, kaj zdaj to pomeni? Verjeti teži, ki jo ima ali ne? Ta tehnica je definitivno pokvarjena. Sama sem stopila gor in mi kaže vsaj 5 kil več, kot jih imam. Zato sem prepričana, da je realna teža Evropske unije dejansko precej manjša, kot si mislijo njeni voditelji. Mojca, hvala za pojasnila in lahko noč. Adijo. Zunanji minister Karel Erjavec, znan po svojih trdih stališčih do Hrvaške, je postregel z novo bombo. Naše kamere so po naključju ujele pogovor, ki bi lahko do temeljev zamajal arbitražni sporazum. Še Miro, to povej. Glejta, jaz mislim, da je rešitev tega arbitražnega problema lahko Istra. Miro, poglej malo, kaj se dogaja okoli po Evropi. Pomisel, škotska odcepitev. Ja, pa kakšno vezo ima to z zalivom? Pa z mejo? Ja, kakšne? Ko se to konča, Istra je naslednja. Ja, potem se bomo pa morali z Istrijani zmeniti. A je to res bolj za nas? Z njim se bomo lažje zmenili. Siguren. Pa niso to Hrvati, a veš. A misliš? Valjda. Kaj bo pa rekla mednarodna javnost? Pa boli mene džoko za EU. Lej, če bodo podprli Katalonijo, bodo morali tudi Istro. Jaz imam že vikend v Umagu. Tam bo lahko konzulat. Za najemnino se bomo pa poj kasneje pogovarjali na 4 oči. To pa sploh ni slaba ideja, Karel. Ja, Predlagam, da to ostane zaenkrat še med nami. Se razumemo, a ne? itak. V državnem zboru se je pravkar končala izredna seja, sklicana na zahtevo stranke SDS. Naj spomnimo, prejšnji teden je v javnosti odjeknila informacija, da je predsednik vlade poleti preživel nekaj dni dopusta v znanem nudističnem kempu v Istri, kjer naj bi se po izjavah očividcev sprehajal gol in bos. S takim obnašanjem je po mnenju poslancev največje opozicijske stranke prekoračil pooblastila in Hrvatom razkril precej več, kot se za predsednika spodobi. Poglejmo odlomek iz razprave. Jaz sem sam šel mimo te njihove parcele 4-krat in vsakič videl njihove genitalije, pol žene gola v prsje.
Potem je pa prišel varnostnik in me vrgel iz kempa, ker mu nisem hotel pokazati svojega tiča. Vsi gledajo najprej, če ga že ima zunaj. Pač kakšne so mere in tukaj smo bili kar razočarani, ko je bil odzun. Kakšen problem? Samo povejte mi, kakšen problem se je obleči kopalke, ko se gre na plažo. Samo to, prosim vas, da se naslednjič oblečete. Namerno, vsi so ga gledali in verjamem, da mu seveda paše ta pozornost. Na to ni noben imun. Ampak tukaj je seznam 10 Slovencev, ki imajo preverjeno večjega, če želimo tega kaj učinka. Sedaj želi on narediti neko okolje, kjer se bo on lahko nagi sprehajal okoli svoje prihodce. Spoštovani kolegi, neprimerno je šel celo do recepcije v nekaterih primerih. Čist brez vsega, pa čakajte malo, pa to se ja ne spodobi za nekega predsednika. Če se omejim samo na izgled in da ne govorimo o velikosti orodja, ko moški naivno mislijo, da jim bodo škodili kakšni kozmetični popravki nekaterih delov, čeprav bi take posege nujno potrebovali. Kar smo povedali, kar vam pravi slovensko ljudstvo. Dragi doktor Miro Cerar, če hočete pokazati, da imate jajca, pol nekaj naredite za toto državo, ne pa da si jih samo sončite na hrvaški obali, tako to že na skrivaj delate že več kot 20 let. V studiu zdaj pozdravljam kolegico Latojo. Čau, Slavko! Kaj praviš, je premier Cerar v tem primeru vendarle šel predaleč? No, ma jaz mislim, da ni šel predaleč. Vrsar je tu blizu, v Istri. In če bi hotel nekam daleč, bi šel na Korčulo ali pa Mljet. No, dobro, ne bi zdaj o kilometrih, govorimo o tem, kaj se spodobi in kaj ne. Ama okej, no takole bom rekla. Meni se zdi čisto prav, da se Hrvatom tu in tam pokaže, da imaš jajca. Jaz mislim, da s tem absolutno ni nič narobe, celo spodobi se za šefa ene vlade, a je tako? No, v živo je zdaj z nami tudi naš politični analitik Matej Lahovnik. Lep pozdrav na Koroško. Dober večer. Matej, ali je predsednik vlade v tistih okoliščinah vendarle ohranil neko državniško držo? Ja, definitivno. Jaz sem prepričan, da je bilo tole ena od kolekcij Cesarjevih novih oblačil. Vse dokler tega ni razkrila opozicija, nismo vedeli, da je Cerar nag. No, pa se ti zdi, da so v tem primeru tudi voajerji iz vrst SDS-a prestopili mejo dobrega okusa? Treba je vedeti, da je predsednik vlade izrazita javna osebnost, kar pomeni, da se njegova pravica do zasebnosti najbrž konča tam, kjer se začne radovednost Branka Grimsa. Se strinjaš? Ma, Grims v tistem kempu ni imel kaj početi. Prvič, ker ni nudist, in drugič, ker tam sploh ni bil prijavljen. Meja zasebnosti je po mojem ograja okrog kempa in zato so jo postavili. Latoja, Matej, hvala obema za pojasnila. Ni problema. Adijo. Mnogi se sprašujejo, kaj ob tem počnejo obveščevalno-varnostne službe. Je Sova vedela, da se bo premier slekel do nagega? Kako je z ostalimi politiki, ki se radi sončijo na hrvaški obali? Kolega Štefančič se je v studiu City s poslanci pogovarjal o novem programu zaščite, ki ga pripravlja Sova. Poglejmo. Ok, dej, Sova pripravlja nov program nadzora naših poslancev. V naslednjem letu ne bi jih spremljala tudi na dopustu, predvsem na Hrvaškem morju, valjda ne. A je to dejansko potrebno? Glejte, jaz se s tem nadzorom strinjam. Jaz mislim, da potrebujemo nekoga, da pazi na nas, sploh ko smo na plaži in goli. Ali če recimo zaspim popoldan na soncu, je fajn, da je nekdo tam, da te namaže po hrbtu, da ne dobiš opeklin. To je zelo grob poseg. Dejansko mojo zasebnost v tistem apartmaju, kjer ponovadi spimo, ni dovolj posla še za agente Sove. Jaz ne vem, kdo bo plačal ta dodatna ležišča, tako da jaz osebno ne rabim tega nadzora. Obljubim, da bom imel za 5 šlic. Gospod Cerar pa naj to dela po svoje. Ja, ampak sej ni tako, da te varnostni aparat, da te varnostne agencije, varnostne obveščevalne agencije delajo tako, da jih ti sploh ne vidiš, ne. Kva bo kle drugače? To te vprašam, v bistvu, a mi lahko poveš, kaj v tem, ne? Poglejte, sredstev ni veliko. Lahko pokrijemo kak kamp ali kak slabši polpenzion. Če govorimo o predsedniku vlade, ti ljudje, ki bodo nadzor izvajali, bodo morali pokriti del stroškov. To je pošteno, saj so na morju in vsi vemo, kakšne so cene, sploh v Dalmaciji. Če pa jim kdaj kak poslanec časti kakšne kalamare, pa tudi ne bo nič narobe. Ocvrte ali na žaru. Ok,
To mi je jasno, Ja, ampak tebi je kaj so ti jasno, mislite ja. poslanci? Meni osebno se to zdi grozen. A pa se ne počutite bolj varne, ko veste, da vas nekdo spremlja? Ne, meni je to grozen. Jaz se hočem na dopustu sprostiti in uživati in tako to ne gre, a ne? Glejte, mogoče se kolega Trček tega ne zaveda, ampak med uslužbenci sobe so tudi mlade dame, lepe, lušne agentke, to niso samo stari fotri in mislim, da bodo mnogi poslanci veseli tega dodatnega, strogega poslanskega varovanja. Ok, najlepše hvala. Thanks. Hvala. Thanks. Predsednik republike Borut Pahor kljub intenzivni predvolilni kampanji tu in tam vseeno najde čas za opravljanje predsedniških dolžnosti. Danes je tako v predsedniški palači sprejel skupino šolarjev in jih naučil, kako se delajo selfiji. Že nekaj let slikam sam sebe. Ne da bi to res želel kdo. Mi prerejamo po Sloveniji tole mojo delavnico, na katero ste prišli. Naredi selfie. Tako, dobili ste sladoled, zato da boste tiho med tem, ko jaz razlagam. Ok, ponovimo. Kaj je naš glavni problem pri postanju na Facebooku? Premladi smo. Tako je. In to je tisto, kar morate razumeti. Ni težava narediti fotografijo. Glavni problem je, kje jo objaviti. A ne? Če ne moramo profila odpreti. A? Profila! A ja, no vam bo zdaj stric Borut razložil, kako to narediti. Ne znaš! Kaj? Nič. Poslušajte zdaj. Tam, ko vas na začetku vpraša, koliko ste stari, vi kar napišite 14, 15. A ne? 20! A ne? Ja. Ok, še praktični prikaz. Dobro gledajte tole, ja? Sploh tisti, ki nimate svojega telefona. Pripravljeni? Gremo. Evo, roke naravno zdaj takole, tako filter črno-bel in... Evo, selfič. Tako, zdaj pa takoj postati in vsi lajkat. Srečno! Na Instagramu imamo že 14 novih followerjev, pa vaša fotka sta doledala med 4. najbolj lajkano od jutra. V studiu zdaj pozdravljam Zorana Predina, vodjo raziskovalnega centra Gate na glavo. Pa dva svinčnika v nos. Dober večer. Komu ta hip najbolje kažejo javnomnenjske ankete? Enim kažejo dobro, drugim malo slabše. Na naše anketno vprašanje, koga od predsedniških kandidatov ne bi imeli za soseda, je največ glasov dobil aktualni predsednik Pahor. Takoj za njim je Angelca Likovič, oba imata že kar lepo prednost pred tretjim Borisom Popovičem in ostalimi kandidati. Neodločenih je še petina volivcev. Vse kaže na drugi krog Pahor Likovič. Jaz ne bi zdaj prehiteval, do volitev je še 2 tedna in možnosti, da kdo kaj zajebe, je še dosti. Hvala, Zoran. Videli smo, kaj je ta teden počel predsednik, zdaj pa poglejmo, s čim se je ukvarjala ostala 8 kandidatov za predsednika oziroma predsednico države. Ljudmila, huda fotka, sto ti! Valjda. Moram priznati, da nisem bila čisto prepričana, ampak zdaj pravim samo Photoshop bravo. Popi! Kaj mene kliče? Selfie bi rada. Seveda, biznis. Ni problema. Papi, katera bejba je zdaj moja? Tako ko zmeram. Alora, punce, gremo. No, jaz imam blondo, ti imaš črno, ok? A ne bi enkrat zamenjala? Ma kaj boš zdaj menjaval pred volitvami? Kjer je ta mal s kvadratno glavo? Prekruzali bomo zdaj skoraj celotno ruralno Slovenijo. Zabačeni kraji, kjer ne spremljajo politike, tam bomo tudi z našim izgledom in s tem svetlečim avtobusom pokazali, da smo ta pravi. Na busu imamo celo stranišča, s tem bom ljudi na vasi presenetil. A bo kdo ena potičko? Ne, hvala, ne, z rozina, ne jem rozin. Boste vi ena potičko? Ne, hvala, sem alergičen. Ste pa zberčni. Da, gospa, ima sta bakljave. Elje nemo, taj ima. Za nekatere se mi zdi, da jim v prihodnosti ne kaže prav najbolje. Ampak
vseeno vas prosim, da najdete še malo življenjske energije in zdržite vsaj do 22. oktobra. Potem pa lahko naredite, kar želite. Veste pa, da je bila vaša zadnja odločitev prava. Dobrodošli v mojem štabu. No, ta prostor sem opremila, okrasila čisto sama. Tukaj je tepih iz Ikeje, tamle je nekaj iz razprodaje. Tole pa ne vem kaj, ampak mi je bilo tako všeč, da sem kar kupila. Oprostite, ja, kje ste pa to nabavili? Časovni odpad. Čuj, veš kaj ti meni povej, pa kaj te moramo imeti vse sestanke v industrijskih conah ali kaj že, no? Ja, seveda. Jaz sem skakal kmetija. Zgoj sem jaz tu, da bom vsem delo. Vse te si vemo, da jaz nisem res kandidat za vse. Na koliko procentov računam? Po moje nič. Smo že pri športu in z nami je stari dobri Zmago Sagadin. Ja, lepo zdrav, Slavko. Kaj bo novega? Srečko bi ratno pogodbo. Da se hica. Ja, ne bi rekel. Selektor nogometne reprezentance Slovenije je pred jutrišnjo tekmo Škotsko spet preseneto. Namreč bolj kot igra ga skrbi dejstvo, da se mu kmalu izteče pogodba z nogometno zvezo, nove ponudbe pa kot pravi še ni dobo. Napovedali ste odstop, zdaj ste si pa premislili. Glej, jaz ne grem iz reprezentance, zato ker v tem trenutku jaz dejansko sem reprezentanca. Pravite, da je ta reprezentanca vaš spomenik, vaše avtorsko delo, da nihče ne more posegati v njo brez vašega dovoljenja, pa se nogometna zveza s tem strinja? To se me zdi praktično dogovorjeno, tako da mislim, da bo prišel še en papir za mene. Pogodba, ne vem. A veste, to je meni bistveno. In da se ve, da jaz hočem tem fantom pomagati. Ne vem, lahko me plačate tudi na roko, meni denar ne smrdi, ampak želja je dobiti spet pogodbo, kolikor mora biti. Zdaj, če je pa cilj malo moje stroške zbitne, kar se dogaja, je pa to že druga zgodba. To je vaša zgodba. Tako da mrhav vine. Na Floridi zdaj v živo pozdravljam Gorana Dragića, kapetana evropskih prvakov. Dober večer, Slovenija. Goran, glej, v javnosti je prišla informacija, da je tvoj brat Zoran košarkarski zvezi postavil zelo jasno ultimat. Ali ti, ali on. Ja, definitivno, žal je to res. Jaz sem Rašutu in Igorju takoj povedal, da ni problema, da se jaz z veseljem takoj umaknem. Žoki pa, da ne kar igra za reprezentanco, ker on je še mlad in reprezentanca bo od njega na dolgi rok imela več koristi kot od mene. Ja, in kaj se je zgodilo, da je med vama naenkrat počel? To je, jaz mislim, da je to bolj iz ljubosumja, no, ker je on malo preveč resno vzel to, da imam poleg njega zdaj še 11 bratov. Ja, ti misliš na klapo iz reprezentance? Definitivno, tako je. Vsi smo mi bratje zdaj in to smo pokazali tudi na terenu. Se pravi, Zoran je potem tvoj 12. brat. Smo kar velika družina, ne? Jaz bi vas postrojil vrsto, pa vsak po 100 sklec, smo pa še šprint gor na Rožnik. Ja. Zmago, te tvoje metode so zdaj malo pase. Igor ima čisto drugo filozofijo in ta nam, I think so, veliko bolj ustreza. Mal heca ne škodi. Goran, pozdravi brate in lep pozdrav na Florido. Hvala in lep pozdrav v Slovenijo. Madonca si bil pa oster. Ja, včasih je treba malo zaropotati, kaj češ. Za konec je novica z domače medijske scene. Novo 24 TV, priljubljeno strankarsko televizijo v večinski madžarski lasti, je okrepila prva dama severnokorejske televizije Ri Chun-hee. Popularna 75-letna voditeljica je v svoji novi službi resnice videti takole. Milan Kučan, zadnji predsednik Zveze komunistov, se tudi po 15 letih, odkar ni več na oblasti, še vedno ni navadil, da nima več svojega šoferja. To pa še ni vse. Vozniški izpit mu je že pred 2 letoma potekel. Boter rdeče udbomavije pa se na to požvižga, tako kot na pravno državo. Danes smo dobili tudi ekskluzivno fotografijo, na kateri se predsednik CK Jugoslavije zabava s Titom nad stroške davkoplačevalcev. Levičarski lobiji spet iščejo načine, kako priti do denarja poštenih državljank in državljanov.
V stranki Mira Cerarja pripravljajo nove davke za poštene delavce, medtem ko on in njegovi tajkunski prijatelji služijo s pranjem džihadističnega denarja na Novi Ljubljanski banki. Janez Janša! Naš predsednik je pred zimo lastnoročno nažagal drva in pokazal, da je pravi vodja naše države. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Lahko noč in miren spanec.